Dajmo pogledati vašo napoved tehtnice. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali samo dogajanje, da dobimo še kakšne bolj podrobne informacije, kako bi si lahko življenje zapeljali v boljšo smer. To so splošne napovedi, zato se je potrebno vse pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, enostavno ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, tehtnice, dajmo kar začeti. Ok. Zdaj, ko splošno energijo te napovedi imamo devetico palic, kar nakazuje na to, da se bližate koncu nekega bremena. Se pravi, nekaj, kar vas je bremenilo ali pa nekaj, kar ste si prizadevali dokončati, nek projekt, to je lahko tudi recimo nek odnos, če je bil težaven odnos. Videti je, da se nekako bližate temu koncu. Končno ste našli neko rešitev, ki bi lahko v bistvu to spravila v neko ravnovesje in nekako tukaj še vedno, še vedno traja ta postopek, ampak ste že zelo blizu tega konca. Dajmo pogledati točno. Ja, zelo blizu. Edino verjetno vam manjka še malček strategije, malček odločnosti, malček moči, ampak to prihaja potem v naslednjem tednu oziroma v bližnji prihodnosti, tako da brez skrbi. Ok, poglejmo torej, kaj se tukaj dogaja. V preteklosti v preteklosti videti, tako da ste na neki način ostali brez nečesa, kar vam je na neki način, tisto, kar je šlo proč, na neki način ni bilo sploh pomembno. Ostalo vam je res tisto, kar je najbolj pomembna stvar, ampak vseeno ste se počutili prazno, nekako ste imeli občutek, da ste izgubili dosti, nekako, da to, kar je šlo ven iz vašega življenja, da je prineslo vas neko praznino, ampak v resnici je situacija čisto drugačna. In to ste nekako ste to spoznali, ker seštevek teh kart nas navezuje na karto zvezda, kar je karta upanja. Nekako ste dobili neko novo upanje in v bistvu lih to upanje vam je dalo ta zagon, da ste tukaj nekaj nadgradili, da ste nekaj rešili, da ste šli v neko akcijo, da ste tukaj nekako našli to energijo, predvsem pa v bistvu neko drugo pot, bi jaz tukaj rekla. Zdaj, v trenutni situaciji, zdaj tako, tukaj imamo karto zmernost in karto luna in videti je, da nekako vi veste, kaj si želite, ampak trenutno ste v tem obdobju, ko ne veš točno, kaj pričakovati. Pač veš, kaj je tvoj cilj, veš, kam si želiš priti, ampak nimaš pojma, kako boš prišel do tja, nimaš pojma, kakšne ovire te bodo doletele na tej poti in nimaš pojma niti, kdaj se bo to zgodilo, kako se bo zgodilo. Skratka, obdobje neznanega. Ampak videti je, da vi tehtnice ste tukaj zelo mirne. Kljub temu, da se nahajate v tem nekem burnem obdobju, ko se ne ve točno, kako se bo situacija razvila, vi tukaj ostajate uravnovešene, nekako ta pretekli dogodek, nekaj, kar vam je dalo ta zagon, vam v bistvu pomaga, da tukaj ohranite to stabilnost. In karta zmernost govori o tem, da je cilj v bistvu še daleč, in tega se nekako vi tudi zavedate, ampak na nek način ostajate mirni, ker veste, da se bo prišel tam enkrat, prej ali slej boste prišli do tega cilja, pač korak po koraku. Zdaj za prihodnost je tukaj videti karto moč in šestico kelihov. In prej smo rekli, da rabite še malo moči, da ta nek odnos oziroma to situacijo spravite do nekega konca oziroma do neke harmonije, do nekega zaključka, ne nujno zaključka, da potem s tem končate, ampak enostavno, da zaključite neko poglavje mogoče. Ampak bo potrebno še malo moči. Tukaj se zna zgoditi v prihodnjem tednu ali pa pač v bližnji prihodnosti, odvisno na kdaj se nanaša ta situacija, da bodo prišle neke okoliščine, kjer boste mogli pokazati moč. To pomeni, da recimo se zgodijo neki dogodki, ki te na nek način vržejo s tira, ampak nekako, ker veš, kaj je tvoj cilj in veš,
da boš do tega cilja prej ali slej prišel, ostaneš močen in ne dovoliš, da te karkoli vrže pač iz tira. Videti je, da boste tudi uspeli najti to neko harmoničnost v tem odnosu ali tej situaciji, videti je neko lepo povezavo, združitev in neko lepo čustveno izmenjavo. Se pravi, čustvena izmenjava pomeni, da kadar ti nekomu pokažeš ljubezen, da ti ta oseba pokaže ljubezen nazaj. Okej, dajmo pogledati malo bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. Osmica mečev, bomo jo dali kar sem, ker je tako poletela. Okej, tukaj imamo svečenika obrnjenega, imamo petico palic obrnjeno in imamo cesarja. Ja, v bistvu te karte potrjujejo to, kar sem že prej rekla. Torej, vi ste nekako, na nek način ste ostali brez nečesa. Zdaj, kaj je to, seveda za vsako tehtnico drugače, ampak nekaj, kar v bistvu ni bilo pomembno za vaše življenje, ampak na nek način ste se počutili zaradi tega ful prazno. In nekako zapirali ste se vase in iskali v vseh teh dogodkih neko svetlo točko, neko svetlo luč, ampak vedite, da je vse to nekako vplivalo na neke konflikte. In jaz bi rekla, da tukaj je bilo konec nekih konfliktov, zaradi tega nekega dogodka so se neki konflikti zaključili. In ravno zaradi tega ste vi potem dobili v bistvu neko notranjo moč, nekako ste postali lider te skupine. Zdaj, če gre tukaj za več ljudi vpletenih, bi jaz rekla, kot da ste postali vodja neke skupine, da nekako, ampak ne bi rekla, da jih vi vodite. Ne bi rekla, da vi te ljudi vodite nekam, ampak bolj bi rekla, da kot da ste se umaknili po svoje, še vedno te ljudi nekako spremljate, kaj se z njimi dogaja, ampak se z njimi ne obremenjujete, ker imate nekako drugačne interese. Ne vem, mogoče kaj takega. In ja, glede na to, da imamo tukaj devetico novcev obrnjeno narobe, bi rekla, da ste nekako šli na neko samostojno pot, ste se obrnili po svoje in tukaj ste našli tudi to neko zadovoljstvo. Vidimo, kakšno akcijo ste ubrali in kakšen je bil izid. Zdaj tukaj imamo šestico kelihov obrnjeno in štirko novcev obrnjeno. Torej, akcija, ki ste ubrali, tukaj ste se posvetili nečemu, kar vam je iz čustvenega vidika bolj pomembno. To je nekdo, neka oseba ali pa neka situacija, ki je že dolgo časa prisotna v vašem življenju, že mogoče celo življenje ali pa recimo že od otroštva in na nek način ste tukaj posvetili več pozornosti. In nekaj, kar je v bistvu bila neka tista stvar temna iz vašega življenja, ste jo pustili, da nekako gre proč. In vse to vas je na nek način v bistvu pripeljalo do tega, da ste v sebi našli neko moč, nekako ste se zaprli, nekako ste se odmaknili od nečesa. Zaradi tega. Na nek način ste našli nek odmik, ampak v sebi ste našli neko stabilnost in zadovoljstvo. Kaj takega bi rekla. Zdaj, zelo možno, da je na to vplivala neka hitra novica, nek nenaden dogodek, nepričakovan, se pravi neka hitra taka sprememba. Ne bi rekla, da je to neka ful velika sprememba, ampak gre bolj za neko sporočilo. Osmica palic nakazuje na neko komunikacijo, sporočila, klice, tudi kakšno potovanje lahko, torej nek odhod, nekaj je prišlo tako nepričakovanega, kar je vplivalo na to, da ste se vi potem od nečesa umaknili in tukaj ste potem našli to svojo stabilnost. Okej, dajmo zdaj pogledati trenutno situacijo. Tukaj imamo petico kelihov, paža mečev in paža palic. Ja, jaz bi rekla tehtnice, glede na to, da imamo tukaj štirko novcev obrnjeno narobe. Jaz bi rekla, da tukaj nekdo je tukaj,
ki se preveč fokusira na negativno. Zdaj to ste lahko vi, lahko je to neka vaša druga oseba. Ampak tle je neka oseba, ki ful nekako opazuje to osebo pri dogajanju. Se pravi, ta oseba je na nek način negativna. Namesto da bi pogledala na pozitivno, ker nekako ima občutek, da če pogleda na pozitivno, da je to manj kot tisto, kar je imela včasih. Če ima to kakšen smisel za vas. Se pravi, to ste lahko vi, lahko je to neka druga oseba. In tukaj je neka oseba, ki to osebo tukaj opazuje, jo spremlja. To je lahko na socialnih omrežjih, lahko je to v resničnem življenju. Se pravi, na nek način jo opazuje, gleda vsak njen korak, ampak nič tako, ni to mišljeno nič kot nekaj negativnega, ampak čisto tako, kot da bi nekdo imel neko skrb, pa bi potem vsake toliko malo pogledal, kako se kaj dogaja, če je vse pod kontrolo, na nek tak način. Ampak potem je tukaj še neka tretja oseba. In ta tretja oseba, jaz bi rekla, da tudi nekako je vpletena v to situacijo, nekako sodeluje zraven, ampak med temi dvemi osebami pa ni nobene komunikacije, mislim, ne vem, kaj bi te karte lahko, mislim, nimam nobenega konkretnega primera v glavi, da bi vam kaj tako povedala. Ampak zdaj, ker imamo tukaj dva paža in tukaj imamo karto zmernost, bi rekla, kot da vi nekako poskušate tukaj uravnavati neko harmonijo med tema dvema osebama. Vi ste lahko v bistvu katerakoli od teh treh kart, ker gre za splošno napoved in pač pri vsakemu so energije malček drugačne. Zdaj lahko pa tudi te dve osebi, če gre to za nek odnos, lahko tudi te dve osebi gledajo na neko stvar preveč iz negativnega vidika ali pa nekaj preveč v preteklost se ozirajo, namesto da bi se ozrle v prihodnost. Ampak dajmo pogledati še tukaj na svet in izid. Tukaj imamo zdaj še tretjo osebo. Še tretjega paža, se pravi, tukaj imamo 3 paže. Jaz mislim, da zdaj, če ste vi ta oseba, je v bistvu vam karte svetujejo, da vse, kar morate narediti, je to, da se obrnete in pogledate na pozitivne vidike in se osredotočite na tisto, kar je pozitivno. Se pravi, da najdete v neki situaciji neko lekcijo, nek nasvet, nekaj pozitivnega, kar je, in dajte se osredotočiti na tisto. Zato, ker kadar se ti osredotočiš na pozitivno, tudi če se zdi, da ni več tako, kot je bilo enkrat, ampak kadar se ti osredotočiš na pozitivno, v bistvu spoznaš, da te bo ta pot do nečesa večjega pripeljala. In ravno to, ko se boste vi osredotočili bolj na pozitivno, je tukaj v bistvu neka nova pot, se vam nekaj odpre. In ta palca na nek način nakazuje kot, recimo, če stojiš pred nekim, stojiš pred nekim prepadom in potem v bistvu, ne vem, jočeš, joj, prepad je, kaj naj zdaj naredim, zdaj ne morem priti na drugo stran. Ampak pol, ko pogledaš na pozitivno stran in se v bistvu ozreš, kje si in vidiš, aha, pa se tu je lušno, lahko se sprehodiš malo levo, malo desno in pol v bistvu naletiš na nek most, ki te pelje na to drugo stran. Nekako tako. To podobno sem razložila tudi bikom, tako da če je nekdo, ki je tukaj, če je kakšna oseba, ki je tukaj bik po horoskopu in da je pomembno vpletena v to situacijo, si lahko pogledate tudi napoved za bike in mogoče dobite še kakšen podrobnejši vpogled. Ampak tukaj potem neka oseba, takoj ko boste vi pogledali na pozitivno, se tukaj pojavi neka oseba z neko ponudbo ali oziroma nekaj bo dala, nekaj bo doprinesla v vso to situacijo. Smo se že kar malo zaklepetali. Dajmo hitro pogledati še prihodnost. Sponzor te tedenske napovedi je Kriptovoda. Če vas zanima več o Kriptovodi, si lahko preberete spodaj v infoboxu, imate vse linke, ki vas vodijo do tja. Dajmo pogledati zdaj prihodnost. Tukaj imamo viteza novcev, 10 palic in 4 mečev. Ok, ja. Zdaj tako. Tle imamo 4 palic, ok. Zdaj, jaz to tako vidim. Se pravi, takoj, ko boste vi pogledali na to nekaj pozitivnega, se vam tle odpre neka rešitev. Najdete neko rešitev in s to rešitvijo se pojavi neka oseba, ki vam nekaj ponudi. Ampak ta ponudba se bo vam zdela taka brezvezna, nič pomembnega, ta se nekaj dela norca recimo ali pa, ne vem,
ta ponudba se vam bo zdela tako preveč naivna, preveč nič nekaj tako trajnostnega, nekaj močnega. In zdaj jaz tukaj tako vidim, kot da vam ta oseba tukaj sledi. In gre za vami z neko boljšo ponudbo, pride z neko večjo ponudbo. Zdaj, vi pa se ukvarjate z nečim drugim, nekaj, kar vas bremeni, in to smo prej govorili, ne? Tukaj kar nekaj zaključujete. S tem boste tukaj boste v naslednjem tednu ali pa zdaj v bližnji prihodnosti nekaj zaključevali, in tukaj imamo devetico, ki gre v desetico. Se pravi, v naslednjem tednu boste že prav čisto že pri koncu. Čisti zaključek in potem pride tudi nek lep počitek, malo se boste vzeli oddaha, malo se boste umirili, ustalili, si vzeli počitek, zato da si izbistrite misli. Ampak tukaj je neka ponudba. Dajte biti pozorni na to. In pač ja, verjamem, da boste utrujeni, če karkoli zaključujete, ampak ta ponudba vas bo čakala. Sicer ja, ni treba iti tako v akcijo, ker je videti, da vas bo ta ponudba še naprej čakala, ampak vseeno, dajte biti pozorni, če jo opazite, samo toliko, da imate nekako v mislih, da pač da ste pozorni, da ne spregledate te ponudbe in da jo niti v priložnosti potem ne v bistvu po nesreči zavrnete, recimo. Okej, kot karto nasveta imamo devetico novcev obrnjeno in kot izid trojko kelihov. Ja, jaz bi rekla, da vam tukaj karte svetujejo, da se dajte malo osredotočiti nase, tehtnice. Kot da ste nase malo pozabile. In zato imamo tukaj tudi to štirko mečev. Takoj, ko boste vi nekaj končale tukaj v naslednjem tednu, si boste vzeli nek počitek. Počitek, in to je zelo dobro. To vam tudi karte svetujejo, da si dajte vzeti čas zase, da se nekako prizemljite, da se napolnite z energijo, ker to vam bo v bistvu pomagalo, te tri osebe tukaj, ki so, vam bo pomagalo vam bo pomagalo to v bistvu, da boste v teh odnosih našli neko harmonijo, povezanost, sodelovanje in enostavno neko veselje, praznovanje in tako naprej. Ta napoved je bila kar težka, moram priznati. Ampak tehtnice, hvala, ker ste ostale do konca z mano. In upam, da boste lepo, dajte si vzeti čas zase, dajte se malo spočiti, vzeti kakšen dan zares samo za svoje veselje. In to mislim, da vam bo dosti pomagalo pri tem, da tukaj neke odnose spravite v nek red. In ja, lepo se imejte in se vidimo spet kmalu.